V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek pripravili literarni večer z Zdenkom Kodričem, ki je predstavil svojo knjigo Ladja Maribor. Pogovor s pisateljem in upokojenim novinarjem je vodil urednik knjige Aljaž Krivec. Malo me je tudi potegnila filozofska knjiga Petra Sloterdijka Čas in srd, se mi zdi, da je naslov te filozofske knjige, v kateri Sloterdijk, to je ta nemški erudit, filozof, strašen, zelo načitan človek, skratka. In je meni bilo zanimivo tudi njegova misel na začetku te svoje filozofske razprave, kjer pravi, da je prva beseda evropske civilizacije beseda srd, jeza. Mi v prevodu gre za pesnitev, Homerjevo pesnitev Iliada, da smo si na jasnem, v Iliadi je prva beseda srd, to se pravi jeza, je prva beseda, ni ljubezen ali pa mir ali pa kaj takega, ampak srd, jeza. In ta stavek oziroma ta beseda iz Iliade me je tudi potegnila v to pisanje, tudi v pesniško zbirko Slovenski Faust, me ta filozofija oziroma ta pesnitev, ta glavna beseda Iliade pritegnila. To pa zato, ker evropska civilizacija je nastala v Atenah, v stari Grčiji, in da si je Homer pravzaprav upal ali pa privoščil, da je začel svojo knjigo z besedo srd, jeza. To je značilno pravzaprav za ves čas zgodovine, od stare Grčije do današnjih dni je ta beseda jeza, ta beseda srd kar naprej prisotna. Tudi v tem romanu na nek način funkcionira, ni to zlo, ampak je skozi neka nezadovoljstvo, neka človekova slaba stran življenja, ne neka pozitivna, ne neka napredna, ampak skozi je v ozadju čutiti to nazadovanje, to prikrito nasilje. Ko je ladja zaplula v Atlantik, je ta beseda šele prišla do izraza, ne? Da je ta srd, ta jeza planila na vse strani. Konec koncev tudi Sveto pismo kar naprej opozarja, sicer ne na srd, na jezo, ampak tam vedno govori o dobrem in slabem, ampak zlo je tam zelo prisotno, ne? Kar naprej se govori o zlu. Nihče pa v tem življenju od stare Grčije do danes ni odgovoril na vprašanje, odkot jeza, odkot zlo. Včeraj je bil intervju z Karašovcem, on tudi govori o tem in tudi opozarja, da tudi noben filozof, nobena filozofska knjiga ne odgovori na vprašanje, zakaj je človeku zlo, zakaj je prišlo zlo, zakaj je na konec koncev zlo pred dobrim. In tako je tudi v tem romanu, se mi zdi, da je to zlo, ta jeza, kar naprej neka sicer pogonska sila, hkrati pa tudi neka prežeča nevarnost. Jaz, če bi pisal Iliado, bi začel z neko drugo besedo. Jaz bi recimo uporabil, poljub, vino, pa posla, ali pa, če ne posteljo, vsaj rjuho, če ne rjuho, vsaj suho listje,